Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, začeli bomo z drugim panelom na naši konferenci. Torej, uvodno predavanje v drugem panelu bo imel dr. Milko Mikula, doma iz Celja, ki je v marsičem nekako očanec, bi rekli, te današnje konference, kajti bil je človek, ki je oral ledino tovrstnega proučevanja, kršitev človekovih pravic v času komunističnega režima, komunističnega enoumja. Dolgoletni sodelavec zgodovinskega arhiva v Celju, še prej profesor na različnih srednjih šolah v Celju, ki se je v svojih zrelih letih odločil, da je svoje življenje posvetil predvsem raziskovanju različnih stran poti na različnih področjih že omenjenega komunističnega enoumja. Leta 2005 je postal vodja sektorja za popravo krivic na Ministrstvu za pravosodje, ki je spomladi omenjeni sektor 2008 prerasel v študijski center za narodno spravo. Bil je tudi prvi direktor omenjenega centra, ki prav letos, kot smo uvodoma že slišali, praznuje 10-letnico svojega delovanja. Dr. Mikula je avtor številnih prispevkov, odmevnih prispevkov, številnih knjig, številnih zbornikov, pričevanj o omenjenem žalostnem povojnem obdobju in je tudi avtor oziroma prejemnik nekaterih pomembnih nagrad. Izpostavil bi predvsem Zoisovo priznanje za svoje življenjsko delo iz leta 2013. Dr. Mikula nam bo kot prvi nagovoril in bo predstavil referat Viri za proučevanje povojne represije v Sloveniji. Spoštovani dr. Mikula, beseda je vaša. Hvala lepa. Najprej vsem prav lep pozdrav z moje strani. Vesel sem, da sem danes tukaj, ker se zavedam, da je to verjetno eden zadnjih, če ne moj zadnji nastop pred publiko, ker sem svoje delo v glavnem zaključil in sem tudi z raziskovalnim delom na ta način prenehal, kajti to delo je izredno naporno, zlasti še, če pišeš izključno na podlagi virov. In ravno o tem bi danes rad povedal nekaj več o virih, ki govorijo o povojnih dogajanjih v Sloveniji, o povojni komunistični represiji. Moram reči, da mi je razstava Temna stran meseca, pri kateri sem sodeloval leta pred 20 leti, da me je po svoje spodbudila, da sem nadaljeval z raziskovanjem in hkrati seveda sporedno tudi z spoznavanjem novih in novih virov za proučevanje te problematike. Ko govorimo o povojni represiji v Sloveniji, mislimo seveda celotno obdobje od 45 do 90. Vendar v tem obdobju je treba posebej izpostaviti obdobje od leta 45, od maja 45, pa do začetka 50 let, kajti to je obdobje, ko je v Sloveniji obstajal čisti stalinizem. Ko so se dogajale stvari, ki so celo presegale v nekem smislu stalinistične metode, kakršne je poznala Sovjetska zveza, sploh pa niso te oblike represije se uveljavile v tolikšni meri v drugih vzhodnoevropskih komunističnih državah. In Slovenija, moram reči, da je v okviru Jugoslavije celo prednjačila, kar je za Slovence tipično. Saj vemo, da velja tisto, da so v Beogradu so zakone pisali, v Zagrebu so jih brali, v Sloveniji smo jih pa izvajali. No, v tem obdobju, od leta 45 pa do tja, čez letnico zabijim, do leta 51, so najhujše oblike represije predstavljale predvsem seveda na prvo mesto treba postaviti množični poboji,
ki predstavljajo zločin proti človeštvu. Potem nekoliko manj, ampak z množičnimi poboji tesno povezane tudi ustanavljanje koncentracijskih taborišč za nasprotnike komunističnega režima, kar se je mnogokrat pozablja in se govori samo o pobojih, recimo, pozablja pa se, da smo imeli tudi koncentracijska taborišča, katera so bila nekatera celo taborišča smrti, bi jih lahko označili, niso v ničemer zaostajala skoraj za, ali pa ne skoraj, niso zaostajala za nemškimi nacističnimi koncentracijskimi taborišči. Potem so tu še delovna taborišča, najrazličnejša kazenska taborišča za prisilno delo, taborišča za družbeno koristno delo. Nadaljna oblika, ki je bila doslej tudi dokaj nepoznana, mnogim še danes mogoče, so nasilni izgoni prebivalstva. Tu gre od izgona nemške manjšine leta 1945, ki je trajal zadnji val, oziroma zadnja etapa je bila zaključena šele tam februarja leta 1946, oziroma marca, pa seveda izgona civilnega prebivalstva v Sloveniji iz obmejnega pasu. Te oblike nasilja se ne poudarijo toliko in so nasplošno manj znane, vendar so bile prav tako strahotno okrutne. In nadaljne bolj poznana oblika seveda so politični sodni procesi, zlasti še tisti, ki so bili montirani, med katerimi izstopajo predvsem ti Dachauske procese, recimo pa božični proces, Nagodetov proces in tako dalje. Vendar tudi to je treba povedati, da pozabljamo na to, da pa je bilo obsojenih tisoče in tisoče ljudi na teh procesih, ki so postali popolnoma anonimni in niso nikoli dobili neke javne publicitete. To je šlo za male ljudi, s katerimi komunizem obračunaval in je tudi to danes premalo poudarjeno. No, potem so še pa to seveda množične razlastitve premoženja od zaplemb, pa nacionalizaciji agrarne reforme, potem zatiranje vere in pa preganjanje verskih skupnosti. To posebej poudarjam verskih skupnosti, da ne bi se omejili, kot se prepogostokrat, samo na katoliško cerkev, kar je popolnoma zagrešeno. Kajti katoliška cerkev je bila najbolj seveda napadana, oziroma je z njo je komunizem hotel obračunati, ker mu je bila najbolj nevarna, ker je imela svoj sedež izven Jugoslavije, torej v Rimu. Ampak so tudi druge verske skupnosti v Sloveniji ravno tako bile izpostavljene hudemu terorju. To predvsem velja za Jehovine priče, ki so jih smatrali za sekto in kot takšno za nevarno in so jih preganjali prav kot politične nasprotnike oziroma kot neko tajno organizacijo. Isto tudi evangeličane, baptiste in tako dalje. Skratka, vse verske skupnosti so bile na udaru in oziroma rečemo, da so bile predvidene za to, da jih uničijo. Zdaj, če so to te glavne oblike nasilja, ki so bile značilne predvsem za obdobje od 1945 pa do leta 1951, ko je nova kazenska zakonodaja umilila in jih nekatere odpravila, nekatere so pa trajale vse do leta 1990. Preganjanje verujočih in pa preganjanje verskih skupnosti, to je bilo vse do padca komunizma. In še nekatere druge, da ne bi to našteval. Za proučevanje teh oblik nasilja je seveda v prvi vrsti pomembno arhivsko gradivo, pisni viri, med katerim je pomembno predvsem arhivsko gradivo, ki je nastalo pri delovanju tistih državnih represivnih organov, ki so bili pristojni za izvajanje določene represije. Tu najbolj vemo, seveda najbolj pride do izraza OZNA in njene naslednice UDBA oziroma Služba državne varnosti, kot se po letu 1967 preimenuje. Potem so pa to vsi ostali represivni organi od pravosodnih organov,
in pa ogromno vlogo so imeli pri izvajanju represije tudi upravni organi, ki so zlasti na podlagi zakona o prekrških zoper javni red in mir, kar je že profesor Šturm danes izpostavil, so lahko ljudi celo pošiljali na določali kraj bivanja, kar je pomenilo odhod, da so ga poslali nekoga v kraj Mermer, v kraj Sin, na Goli otok, ali pa da so jim izrekali ukrepe družbeno koristnega dela in podobne stvari. Skratka, če iščemo vire za proučevanje teh oblik represije, potem moramo poznati gradivo teh organov, ki so to represijo izvajali. Seveda pa se postavlja vprašanje, v kolikšni meri je to gradivo ohranjeno. V slovenski javnosti se je kar nekako ustalilo prepričanje, da je slabo ohranjeno in da je večina vse bilo uničeno. Moram reči kot zgodovinar, ki je pregledal ogromno arhivskega gradiva, tudi izdal sem dokumente pa pričevanja o posameznih oblikah represije. Vsa svoja dela sem napisal izključno na podlagi arhivskih dokumentov, da to ne drži. Hvala Bogu. Ali pa največ uničenega gradiva je seveda gradiva OZNE in pa UDBE oziroma službe državne varnosti. In prav na podlagi tega dejstva nekateri potem posplošujejo tudi na ostalo arhivsko gradivo. Zakaj je bilo gradivo OZNE uničeno, ni težko uganiti. OZNA je vendar izvajala povojne množične poboje in je njeno gradivo predstavljalo najhujšo obremenitev za jugoslovanske, torej slovenske oziroma jugoslovanske komuniste. Zato je bilo potrebno, zdaj govorim seveda potrebno, narekovaj, to gradivo, ko je prišlo do določenih dogodkov v Evropi, ga je bilo potrebno uničiti. Namreč v 60-ih letih, zlasti po praški pomladi, po intervenciji Varšavskega pakta, je obstajala možnost, da sile Varšavskega pakta zasedijo tudi Slovenijo in pa seveda Vojvodino, ravninski del Jugoslavije. In ker je Jugoslavija v svetu širila mit, da je njen socializem s človeškim obrazom, bi razkritja, do katerih bi prišli, če bi Sovjetom padlo v roke gradivo OZNE, bi lahko dokazali, da smo imeli v Jugoslaviji po vojni koncentracijska taborišča, množične poboje in zaradi tega so v 60-ih letih to gradivo uničili. Tako da je od gradiva OZNE so ostali samo fragmenti, ki so se samo čisto po naključju ohranili. To je zame kot Celjana sreča, da so se ohranili ravno dokumenti načelstva OZNE za okrožje Celje in za mesto Celje, ki so mi omogočili, da sem napisal potem na podlagi teh dokumentov tudi del svoje zgodovine Celja, ki sem jih dal povojne, ki sem jih dal naslov Celje plamenih revolucije, ki sem jo pa moral izdati v samozaložbi, ker mi celjska občina, čeprav je v rokah, če gledamo pomladnih strank, premoč imajo večino pomladne stranke, je zavrnila brez vsake obrazložitve. No, na drugi strani naj povem, da so za nekoga, ga ne bom imenoval, ker ga ni tukaj, bilo nefer, ki je napisal zgodovino partizanstva na Celjskem, da mu je celjska občina in te revne okoliške občine, da so izdale njegovo knjigo v 39.000 izvodih in so te izvode tlačili v poštne nabiralnike. Tudi jaz sem dobil celo dvakrat, tako da imam 2 izvoda in nisem kupil. Skratka, to so ti razlogi, zakaj so gradivo OZNE skoraj v celoti uničili.
gradivo UDBE so uničevali iz enakih razlogov, vendar bolj postopoma. Množično se je gradivo, medtem ko se je gradivo OZNE je bilo uničeno v 60 letih, to potrjuje tudi zgodovinar Križnar. 85. leta je namreč vodstvo partije slovenske hotelo naročiti skupini zgodovinarjev, ki je predsedoval dr. Tone Ferenc, da naj razišče povojne poboje. Zato, da bi oni svojo verzijo lahko dali, torej bi rekli, vse smo raziskali, tako kot so Dachauske procese, tak zbornik, pa ko ga prebereš, ne zveš, kje so te žrtve pokopane. Kdaj so bile usmrčene, kje so pokopane. In je Križnar poročal potem centralnemu komiteju, oziroma predsedstvo centralnega komiteja, da gradiva ni, da je bilo uničeno v 60 letih. No, po neki drugi verziji bi naj to gradivo bilo, naj bi ga dobil predsednik te komisije in da bi naj obstajalo še nekje, to prepuščam ugibanju, tako da je zadnji udarec gradivo UDBE je pa, oziroma takrat že službe državne varnosti, je bil pa zadan v času, ko je prevzel oblast Demos. Takoj, ampak ko je zmagal na volitvah, moram reči, neko je pa fiktivno prevzel tudi oblast. Takoj po volitvah 8. aprila 1990, ko so vedeli komunisti, da so oblast izgubili, oziroma da so volitve izgubili, so takoj začeli z množičnim uničevanjem gradiva UDBE. Celo Mladina je pisala, da vozijo kamioni gradiva iz Ministrstva za notranje zadeve, oziroma takrat Republiškega sekretariata za notranje zadeve. In se spomnim, da smo bili na enem sestanku, sem sam osebno zastopal direktorja Celjskega arhiva zgodovinskega, ker ni mogel iti, sem jaz šel, in je tam direktor Mariborskega arhiva, dr. Peter Klasinc, opozoril direktorico Arhiva Republike Slovenije, da naj nekaj naredi, da poteka množično uničevanje gradiva, kar je po zakonu takrat je bil to zakon o naravni in kulturni dediščini in pa zakon o javnem tožilstvu, kazenski zakonik, vsi so, torej kazenski zakonik in pa zakon o naravni in kulturni dediščini so za uničevanje arhivskega gradiva predvideli sankcije, oziroma je bilo to kaznivo dejanje. To, da zgodilo se ne nič, kajti tudi direktorica je bila del partijskega aparata in arhiv je bil pa pooblaščen, da ščiti to gradivo, ker bi ga moral nekoč prevzeti. No, nazadnje sem bil celo sam priča, ko sem bil imenovan v komisijo za pregled Sove, tam arhivskega gradiva Sove, ko sem bil na sektorju za popravo krivic in je dr. Šturm me tja imenoval, smo prišli noter v arhiv in smo zagledali najprej tam stroj za uničevanje gradiva. Ja. Tako da je gradivo bilo še uničevano po prevzemu, še celo potem, ko je Demos že imel oblast, ko je že formalno prevzel oblast, in se je nadaljevalo to vse, dokler ni bilo predano Arhivu Republike Slovenije, mislim, da leta 2000 to postopoma, tako da je vse tisto, kar bi bilo po mnenju predstavnikov stare oblasti, za koga lahko nevarno, so uničili. Za ostalo gradivo, da bom skrajšal, moram reči, da pa je zelo dobro ohranjeno celo. Gradivo pravosodnih organov, torej kazenski spisi, okrajnih, okrožnih in celo vojaških sodišč iz leta 1945 in pa sodišča Slovenske narodne časti je izredno dobro ohranjeno, tako da čaka zgodovinarje, da bojo lahko proučevali tudi na lokalni ravni. To gradivo nahaja se seveda v regionalnih arhivih. Potem gradivo, zlasti dobro je ohranjeno gradivo o nasilnih razlastitvah. Zakaj? Zato, ker je partija skrbela, da se to gradivo ohrani, ker je s tem dokazovala, da je
da je to premoženje, ki ga je zaplenila last države, torej splošno ljudsko premoženje. Ona je rabila dokaz za to, ne? In to se celo podvaja v večjih fondih, pa ne bi zdaj o tem govoril. Tudi gradivo za recimo ostale oblike represije je dokaj dobro ohranjeno, dokaj dobro, lahko rečem celo zelo dobro. Ne vse tako kot gradivo o nasilnih razlastitvah ali pa o pravosodnih organih, vendar je ohranjeno in se da, to sem tudi sam dokazal, ko sem pisal knjigo Rdeče nasilje, ki je napisana izključno na podlagi arhivskega gradiva. Tako da tu lahko rečemo, da ni slika tako črna, da bi rekli, da je bilo uničeno, da ni mogoče danes tega proučevati in zgodovinari imajo še veliko dela, samo v arhive bo treba hoditi. Seveda še druge, ko pri kazenskem, naj grdo povem, pri teh političnih procesih, da je zelo pomembno gradivo, ki smo ga odkrili, ne jaz, ampak ne vem, moji kolegi v arhivu Ministrstva za pravosodje, ko nam je naš minister naročil, da naj pregledamo, če bi še bilo kaj notri. In so fantje našli zanimive dokumente, najpomembnejši taki dokument pa recimo so pa kartoteke političnih obsojencev. Nahajali so se v predalniku, ki je bil v celi vrsti, so bili sami predalniki in edino ta je bil obrnjen tako, da so bili predali obrnjeni v steno, da se ni dalo odpreti, ne? Bil pa zelo težek. Zdaj pa ne vem, ali ste vi, gospod Renato, ga odkril ali Damjan? Z Damjanom tukaj. Ja, no. In ko to obrnejo, to ugotovijo, da gre to za kartoteke političnih obsojencev, kar je izrednega pomena, ker je partija sama, oziroma tedanja oblast, sama te ljudi imenovala za politične obsojence. Hkrati služijo te kartoteke danes tudi za to, da lahko ljudje uveljavljajo status žrtev komunističnega nasilja. To je to arhivsko gradivo, ki je nastalo pri delovanju organov represije. Poleg tega pa predstavlja zelo pomembno arhivsko gradivo, predstavlja tudi gradivo, ki je nastalo po letu 90, po padcu komunizma, ko so bile ustanovljene nekatere komisije, ki bi naj začele raziskovati povojno nasilje oziroma skušale popraviti prizadetim krivice. Tako je bil leta 1996 sprejet zakon o popravi krivic, na podlagi katerega je naslednje leto začela delovati komisija za izvajanje zakona o popravi krivic, pri kateri je doslej nastalo že 36.000 spisov in čakajo na zgodovinarje. V arhivu Ministrstva za notranje zadeve je. Potem je tu komisija, če se omejim na te komisije, samo še za samo trenutek. No, ena izmed takih je tudi tako imenovana Pučnikova komisija je bila, ki je bila ustanovljena takoj do tule. Po padcu komunizma, oziroma je ustanovil takratni državni zbor, ki bi naj proučila povojne poboje, pravno dvomljive procese in druge nepravilnosti, ki so se dogajale, in se je oprijel, ker je predsedoval dr. Pučnik, Pučnikova komisija. Tudi to gradivo se hrani v arhivu državnega zbora. Do kakšnih bistvenih ugotovitev ni prišla ta komisija, ker so akterji, ki so bili zaslišani, so se izgovarjali, da nič ne vedo, da so prvi slišali, Mitja Ribičič je rekel, da je 52. leta slišal za poboje prvič in podobno. Skrat, ni pa komisija ni mogla proti njim uporabiti nobene prisile. Tako da potem še tudi zaključno poročilo državni zbor zaključnega poročila ni potrdil. Potem je tu še akcija sprava, policijska akcija sprava,
ki jo vodi kriminalistična policija v Sloveniji, ki bi naj odkrila, kdo so bili naročitelji oziroma ukazodajalci in izvršitelji množičnih pobojev, vendar ni prišla do kakšnih bistvenih zaključkov, zdaj to gradivo tudi več ali manj zaprto za raziskovanje, in ker so tudi to so se delali ljudje, za katere so vedeli, da so sodelovali pri pobojih, so se delali nevedne in jim nihče ni mogel nič. No, omenil bi še med arhivskim gradivom, ki pride v poštev za proučevanje represije, tudi gradivo komunistične partije oziroma Zveze komunistov Slovenije. Kajti partija je dajala, dejansko je bila tista, ki je to nasilje regulirala, ki je dajala zahteve, da se sprejmejo določeni predpisi, ki so omogočili izvajanje represije. To gradivo, partijsko gradivo, je zelo dobro ohranjeno, osrednji gradivo centralnega komiteja in teh centralnih partijskih organov hrani Arhiv Republike Slovenije, gradivo okrožnih, okrajnih in mestnih komitejev hranijo regionalni arhivi. Če sodim na podlagi celjskega arhiva, mislim, da je zelo dobro ohranjeno, čeprav so pa gradivo, ker ni bilo prevzeto v arhiv, v Celju celo namerno ne, po letu 60 so hitro začeli uničevati okrog leta 2000 so ga začeli uničevati. Vendar celjski arhiv ni hotel na mojo pobudo nikakor ne ničesar ukreniti, da bi to preprečil. Tako da ne vem, za celjski arhiv vem, da je ohranjeno tam po 70. letu samo gradivo celjskega občinskega komiteja ZKS Celje. Ostali komiteji pa niti enega ni, ker je bilo uničeno, verjetno. Tako da je to bilo še zadnjo tako dejanje, ki so ga pa upravili na mesto partijcev arhivisti sami. Poleg pisnih virov, torej poleg arhivskega gradiva, pridijo poštev tudi ustni viri. V čem je pomen ustnih virov? Ti dopolnjujejo pisne vire, ker v pisnih virih ne moremo zvedeti iz pisnih virov, kaj so žrtve pretrpele, kaj so občutile ob izvajanju posameznih represivnih ukrepov. To nam lahko samo žrtve same povedo in zato so ti viri izredno dragoceni, pisni oziroma ustni. Moram povedati, da je Študijski center za narodno spravo izvaja akcijo, da lahko, mislim, da ti žrtve, ki želijo spregovoriti, lahko spregovorijo in da mislim, da je preko 450, to bo gospa Keršičova mi povedala bolj natančno, da je okrog 450 teh pričevanj, ne samo zvočnih, ampak tudi posnetih, vizualno na filmsko posnetih, da je veliko pričevanj, je pa tudi v vlogah, ki so jih žrtve naslovile na Komisijo za izvajanje zakona o popravi krivic. V nekaterih teh vlogah ni samo suhoparno, kdaj so bili zaprti, pa kako dolgo, ampak je opisano tudi, kaj so vse pretrpeli. Tako da je to gradivo izredno dragoceno tudi iz tega vidika, ker nihče drug kot žrtev ne more povedati, kaj so ti ljudje pretrpeli. Zgodovinar bi bil pa precej suhoparn, če bi uporabljal samo pisne vire in bi to poanto, ki je bolj čustvena, mislim močno čustvena tudi, če bi to izpustil. Toliko na kratko o virih, ki nam omogočajo proučevanje komunistične represije po letu 1945. Hvala lepa. Hvala dr. Mikula za zelo izčrpno podano snov. Vidi se, da je z primerno mero empatije in da to dejansko je vaše življenjsko delo, za katerega se vam tudi osebno z tega mesta zahvaljujem in vas nekoliko morda hudomušno pozivam, da nekako ne še zakopati bojne sekire. Torej še naprej nadaljujete z vašim delom in poslanstvom. Bomo kar prišli na naslednjo referentko in sicer nam bo svoj referat z naslovom Katoliška cerkev, sovražnik številka
številka 1 predstavila dr. Tamara Griser-Pečar, ki je dolga leta delovala kot svobodna zgodovinarka, zdaj je pa že nekaj let sodelavka tudi študijskega centra za narodno spravo, rojena Ljubljančanka, ki je večino življenja preživela v tujini. Šolala se je tako v Parizu, na Dunaju kot New Yorku, živi že vrsto let na Dunaju, odkoder precej pogosto prihaja v svoje rojstno mesto. Poznamo jo kot vodilno slovensko raziskovalko katoliške cerkve, zlasti v tistem temnem obdobju med leti 1945 do 90. Ne samo to, uveljavlja se tudi kot raziskovalka za področja kršenja človekovih pravic, predvsem pa medvojnega dogajanja na Slovenskem, torej med drugo svetovno vojno. Je docentka za novejšo zgodovino na Univerzi v Mariboru, vodja programa na študijskem centru za narodno spravo in še bi lahko naštevali avtorica številnih odmevnih razprav, člankov v doma in v tujini, knjig. Ne pozabiti, to bilo posebej treba poudariti, da je avtorica zelo odmevne razstave o preganjanju vere in cerkve, ki je bila postavljena prvič jeseni 2007. Do takrat je doživela potem še enih 20 ali 18-20 gostovanj doma, v tujini in v zamejstvu. Za svoje delo je bila večkrat nagrajena, izpostavil bi odlikovanje, ki ga je podelila Diplomatska akademija na Dunaju za njeno knjigo Celisene folk oziroma Razdvojeni narod, ki je tudi doma doživela velik odmev, in pa Slovenska škofovska konferenca jo je predlagala in Sveti sedež je podelil leta 2004 odlikovanje Pro Ecclesia et Pontifice. Torej, dr. Tamara Griser-Pečar nam bo spregovorila o položaju cerkve v tem temnem obdobju slovenskega naroda. Beseda je vaša, prosim. Še enkrat vse prav lepo pozdravljam. Razstava Temna stran meseca leta 1998 je bil prvi in do sedaj zadnji celoviti prikaz totalitarnega komunističnega režima s neštetimi kršitvami človekovih pravic v času med koncem druge svetovne vojne do osamosvojitve Slovenije. Stefan Courtois je označil črno knjigo komunizma kot poročilo o kriminalni dimenziji komunizma po celem svetu. Zbornik Temna stran meseca, ki je šel sporedno z istoimensko razstavo, pa je poročilo o kriminalni dimenziji komunizma na slovenskih tleh. Razstava je bila žal občasne narave. Stalna razstava Slovenci v 20. stoletju, ki je bila povod za to, da se je pisatelj Drago Jančar lotil prikaza temne strani komunističnega režima, ker je nudila popačeno sliko slovenske zgodovine, pa je bila, kot je napisal Ivo Žajdela, citiram, še naprej v posmeh novim demokratičnim časom in zgodovinski stroki. Ob 10. obletnici postavitve Temne strani meseca je takratni direktor Muzeja za novejšo zgodovino Slovenije, dr. Jože Dežman, ki je danes prisoten, ki se je trudil, da se stalna razstava obnovi, izjavil, da je bila razstava Temna stran meseca izreden premik pri umeščanju Slovenije v evropski civilizacijski prostor. Tematizirala je tudi preganjanje katoliške cerkve, ki je bila za oblast, tako že v poročilu notranjega ministrstva novembra 1945 hrbtenica opozicije. Še zadnji priročnik za delo milice iz leta 1985 cerkev opredeljuje kot glavnega notranjega sovražnika. Kot v priročniku za milico tako 1970 kot 1985 je predvidevan učinkovit lokalni nadzor duhovnikov in vidnejših laiških aktivistov. S tem naj bi se pridobili viri, citiram, s katerimi se zagotovi pregled na škodljivo dejavnost klera in laiških aktivistov. Vse do osamosvojitve je tajna politična policija, OZNA oziroma UDBA, spremljala slovenske duhovnike ter vidne
katoliške laike doma in v tujini. Paleta represivnih ukrepov proti cerkvi, njenim predstavnikom in vernikom je bila zelo široka. Segala je do mora, montiranih procesov izsiljevanja, administrativnih posegov, zapostavljanja v šolah, na univerzi, v službi, vse do različnih sredstev propagande. V njo je vpregla tudi zgodovinopisje. Načelo o ločitvi cerkve in države, ki ga je določila jugoslovanska ustava z leta 1946, je bilo v preteklosti, tako je enotno ugotovila tudi mešana krovna komisija Rimsko-katoliške cerkve in vlade Republike Slovenije leta 1996, citiram, razumljeno predvsem v negativnem smislu izločitve cerkve iz javnega življenja. Razstava Boj proti veri in cerkvi, ki je bila v Muzeju novejše zgodovine Slovenije postavljena skoraj 10 let pozneje, namreč leta 2007, in je potovala po celi Sloveniji v 18 krajih, bila pa je tudi v Gorici, torej v zamejstvu, je bila mišljena kot poglobljeni del razstave Temna stran meseca v odnosu do vere in cerkve. Razstava je prikaz nasilja nad cerkvijo od konca vojne leta 1945 pa vse do leta 1961. To je bilo obdobje popolno brezpravnosti katoliške cerkve in največjega fizičnega in psihičnega obračunavanja z njenimi predstavniki v Sloveniji. Režimski zgodovinarji in tisti, ki se tudi po osamosvojitvi niso poslovili od enostranskih prikazov preteklosti in ki so samo tam, kjer so dokumenti preočitno kazali na diametralno nasprotno dogajanje preteklosti, svoj prikaz modificirali, so cerkev pavšalno obtoževali kolaboracije z nacionalsocialističnim in fašističnim okupatorjem. Ideološki in propagandni boj proti katoliški cerkvi se je tudi po padcu komunizma v Sloveniji še nadaljeval in se še ni končal. Spomnimo se samo izreka pisateljice Svetlane Makarovič, da je potrebno katoliško cerkev sovražiti. To ni daleč od primitivne izjave člana Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije Franca Leskovška na seji Okrajnega komiteja Zveze komunistov Slovenije v Celju leta 1954, citiram, mi smo nasprotniki vere, mi vemo, da je vera šašava stvar, to je strašilo za ljudi, vera v 20. stoletju ne spada več v našo stvarnost, to je bila stvar, ki je bila pred 500 leti, danes pa je neumnost. Sicer srečujemo negativen prikaz katoliške cerkve tudi drugod po Evropi, vendar je odnos do nje v Sloveniji drugačen kot v zahodni Evropi, kjer obstaja vendarle konsens o tem, da so karitativne in pedagoške dejavnosti krščanskih cerkva, tudi katoliške cerkve, predvsem pa vrednote, ki jih zastopajo, izredno pomemben družbeni prispevek, ki utrjuje temelje demokracije. Slovenska cerkev je bila pod udarom vseh treh totalitarnih režimov, ki so bili v 20. stoletju prisotni na slovenskih tleh. V času od leta 1940 do 1962 je izgubilo življenje zaradi nasilja 122 slovenskih duhovnikov, ljubljanske, mariborske, koprške, tržaške, goriške, videmske, celovške škofije ter zagrebške, senjsko-reške in beograjske nadškofije kot duhovniki iz redovniških vrst, torej 122. 68 bogoslovcev in 42 redovnih bratov, vsega skupaj torej 232 oseb. Bilo je vedno okoli 1000 duhovnikov. Zaradi nacističnega nasilja je umrlo 21 duhovnikov, zaradi ustaškega 8, zaradi četniškega nasilja 3, zaradi italijanskega nasilja 1, zaradi komunističnega nasilja 82, ostali pa so umrli zaradi vojnih okoliščin. Od bogoslovcev je zaradi komunističnega nasilja umrlo 65 oseb, 53 od teh leta 1945,
in od redovnih bratov 30. Skupaj je zaradi nacističnega nasilja umrlo 25 duhovnikov, redovnikov in bogoslovcev, zaradi ustaškega 8, četniškega 3, italijanskega 1 in komunističnega 177. 18 jih je umrlo zaradi vojnih okoliščin. V istem obdobju so potekali tudi politični montirani procesi. Nemci in Angleži imajo en zelo ustrezni izraz za to show proces oziroma show trials. Mi tega izraza nimamo. Sodišča niso bila neodvisna in neutralna. V nasprotju s pravnimi državami je bilo v Sloveniji sodstvo, v Jugoslaviji seveda sodstvo v rokah vladajoče partije in je uresničevalo samo njene cilje. V preiskavi, med procesom in v zaporu so bile kršitve človekovih pravic na dnevnem redu. Sicer so bile v jugoslovanski ustavi leta 1946 zagotovljene človekove pravice, med njimi tudi enakost državljanov, ne glede na spol, narodnost, raso in religijo, pa tudi svoboda vesti, svoboda izvrševanja veroizpovedi na podlagi ločitve cerkve in države, svoboda mišljenja, tiska, zbiranja in demonstriranja ter nedotakljivost osebe in stanovanja, vendar je bila v njej tudi odločba, po kateri oblast te pravice lahko omejevala, kadar so se, kot se piše tam, zlorabile za spodkopavanje ustavnega reda in v antidemokratične namene. To pa je bil inštrument v rokah oblasti oziroma tajne policije in drugih varnostnih organov, s katerim so v skladu s potrebami komunistične partije vsak čas lahko kršili na papirju zapisane temeljne človekove pravice. Boris Krajger je to za duhovnike jasno povedal, citiram: "Svobodo mora uživati samo tisti človek, ki je dozorel za tako svobodo in ki je vreden take svobode. Glede večine duhovnikov pa ne bi upal trditi, da so jo popolnoma vredni." Osna si takoj po vojni prisvojila trojne naloge, obveščevalno vlogo tajne policije in kazenske preiskave. Formalno je sicer bila v tej zadnji vlogi podrejena javnemu tožilstvu, v resnici pa je prav nasprotno delovala povsem samostojno. Aleksandar Ranković je bil vrhovni šef javnega tožilstva, organizacijski sekretar centralnega komiteja in notranji minister vse v eni osebi. In to takih primerov je kar več. Seveda je spadala tudi pristojnost uprave državne varnosti pod njega. UDBA je razvila postopek, katerega cilj je bilo obtoženčevo priznanje, da je dosegla priznanje domnevne krivde, je uporabila različna represivna sredstva, med njimi samico, temnico, nočna zasliševanja, lakoto, katastrofalne higienske razmere in tako naprej. Tožilstvo je potem dobilo vpogled šele gradivo, ko je UDBA končala preiskavo in poslala na tožilstvo predlog o postavitvi pred obtožbo. Predtem je seveda selektirala gradivo in izločila vse, kar bi lahko razbremenilo obtoženca. Po letu 1951 se je preiskava prenesla v pristojnost sodišč, vendar se partija ni odrekla vplivu na sodstvo, kar se kaže v tem, da je sodnik poleg strokovnih kvalifikacij moral biti, kot piše, vdan ljudstvu in stvari socializma. Za katoliško cerkev, ki je bila v očeh partije glavni ideološki nasprotnik, nekako do srede 50-ih let ni bilo kakšnih posebnih sprememb, ne samo, da so se odvijali številni politični procesi proti duhovnikom, redovnikom in vernikom, prišlo je tudi do fizičnih obračunavanj. Najbolj odmeven je seveda bil zažig ljubljanskega pomožnega škofa Volka 20. januarja 1952 na železniški postaji v Novem mestu. Številni duhovniki so se znašli v zaporih in taboriščih, takoj po vojni pa so tudi končali v tako imenovanih prikritih grobiščih.
Od 429 duhovnikov, ki so bili na zatožni klopi do leta 61, je bilo kar 439 kaznovanih z zaporno kaznijo in 73 denarno. Ključni proces proti katoliški cerkvi pa je bil proces proti ljubljanskemu škofu dr. Gregoriju Rožmanu avgusta leta 46. Vojaško sodišče ga je v odsotnosti obsodilo na odvzem prostosti s prisilnim delom za dobo 18 let, izgubo političnih in državljanskih pravic za dobo 10 let po izdržani kazni ter za plembo celotne imovine. Po pritožbi mu je Vrhovno sodišče odvzelo še državljanstvo, izgubo političnih državljanskih pravic pa se mu je znižalo na 5 let. Kako je to mogoče, če so mu vzeli državljanstvo, ostane uganka. Prvi večji skupinski proces, katerega je bila vključena tudi cerkev, pa je bil božični proces decembra 45, na katerem je bilo sojeno 34 obtožencem, med njimi je bilo 5 duhovnikov. 2 sta bila takrat obsojena na smrt. Vsega skupaj je bilo na smrt obsojenih 9 duhovnikov, od tega so bili 4 usmrčeni na razstavi, je še bil zadnji duhovnik, ki je bil obsojen na smrtno kazen, ki je pa zdaj že pokojni primorski, Joško Kragelj, točno. Ampak potem se je to seveda nadaljevalo, do leta 75 je bilo kaznovanih še 137 duhovnikov, od tega večina za zaporno kazen, nekateri na pogojno zaporno kazen oziroma denarno. Manjkajo ti podatki, pa niso zelo točni, ker je seznam, ki je bil sestavljen leta 76, upošteval samo tiste, ki so takrat še živeli. V zaporih in v taboriščih pa se je znašlo najmanj 639 duhovnikov, redovnikov in redovnic ter bogoslovcev. Ta seznam se še vedno znova dopolnjuje, pa bil je tudi na panoju na razstavi. Slišali smo že, da je julija 51 bil sprejet nov kazenski zakonik, ki je potem do takrat so bile še možne kazni kot poboljševalno delo, izguba državljanstva, izguba častnih naslovov, redov in odlikovanj. To se je potem spremenilo. Večina duhovnikov kaznovanih do julija 51 je bila kaznovana po zakonu o kaznivih dejanjih zoper narod in državo, ki je bil sprejet julija 46. Tukaj je pa treba omeniti to, kar je tudi profesor Šturm že rekel, da so bile tudi številne administrativne kazni, ki so bile tudi delno zaporne kazni. Do leta 61 je bilo kar 1450 takih kazni. Če pomislimo, da je bilo povprečno 1000 duhovnikov, torej si lahko predstavljamo, da je vsak duhovnik bil kaznovan, statistično gledano, nekateri večkrat. Značilno je navodilo o postopanju z duhovniki, ki sta ga poslala pomočnik ministra za notranje zadeve Peter Zorko in polkovnik Niko Šilih julija 51, vsem poverjenikom za notranje zadeve. Sedanji odnosi med državo in cerkvijo narekujejo potrebe, da zaostrujemo borbo proti katoliškemu kleru. Borbo je potrebno voditi na vseh področjih državnega in političnega udejstvovanja, to se pravi tako po upravni, kakor po gospodarski liniji, ter tudi s političnim delom. Moramo pa pri tem razlikovati med duhovniki, ki so izrazito nasprotni našemu socialističnemu redu, in med tistimi, ki so se z današnjim stanjem sprijaznili in skušajo z ljudsko oblastjo sodelovati.
V času nastajanja razstave Temna stran meseca in vse do razstave Boj proti veri in cerkvi se je odvijalo prizadevanje za obnovo oziroma za varstvo zakonitosti procesa iz avgusta 1946 proti ljubljanskemu škofu dr. Gregoriju Rožmanu. V levih medijih in zagovornikih prejšnjega režima je bil velik odpor proti temu. Največjo zaslugo za prizadevanje za razveljavitev procesa imel pokojni generalni državni tožilec Anton Drobnič, po poteku pa njegovega mandata konec leta 1998 pa je njegovo delo nadaljevala hčerka odvetnica Lidija Grbec. Kar 3-krat je okrožno sodišče v Ljubljani zavrnilo obnovo procesa s podobnimi argumenti kot revolucionarno sodišče leta 1946, ker je enačilo boj proti komunizmu s prostovoljno kolaboracijo. Zavračalo je nove dokaze, nova zgodovinska dela in ekspertize in utemeljevalo svoje ugotovitve na ugotovitvah komunističnega zgodovinopisja, ki ne samo, da s zgodovinopisjem kot znanstveno vedo ni imelo nič skupnega, temveč je služilo kot propagandno sredstvo totalitarnemu komunističnemu režimu. V škofu Rožmanu je videlo enega največjih sovražnikov iz vrst cerkve. Kakor veste, je ta proces bil končno razveljavljen, ni pa prišlo do tega, kar je pravzaprav Drobnič želel, namreč obnovo procesa, ki bi tudi vsebinsko pokazalo, ne samo procesualno, ampak tudi vsebinsko pokazalo, da je Rožman nedolžen. Vprašala sem na začetku, bi bile te razstave danes še mogoče. Po mojem mnenju moram žal reči, da ne. Hvala lepa. Hvala referentki, dr. Tamari Vesel Pečar, za izčrpno podan referat. Po programu bi zdaj moral biti referat magistra Marka Štepca, muzejskega svetovalca iz Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Žal se je referent opravičil, torej ga opravičujem v njegovem imenu zaradi zdravstvenih razlogov. Moral bi govoriti v svojem referatu o odmevu obeh razstav iz leta 1998, torej pred 20 leti. Magister Marko Štepec sicer velja za enega vodilnih slovenskih strokovnjakov za Prvo svetovno vojno, je avtor številnih knjig, publikacij, potem tudi scenarijev za filme, ki govorijo o Prvi svetovni vojni. Je aktivno sodeloval pri razstavi Temna stran meseca, če jo pomenujemo nekoliko po domače 1, torej ta iz leta 1998, še vedno je zaposlen v Muzeju novejše zgodovine Slovenije. Upam, želim si tudi osebno, da bi bil njegov referat objavljen v zborniku z tega posveta. Torej, s tem smo zaključili dopoldanski del, zaključili smo drugi panel, ura je 13 odbila, zahvaljujem se obema referentoma v tem panelu, tako dr. Milku Mikoli kot dr. Tamari Vesel Pečar za podana referata.